Torej, vzameš kri, jo pretvoriš v nevrone, kar je pravzaprav kaj? Zemljevid tvojih možganov? Točno tako. Torej jo pretvorimo v nevrone čelne skorje. To je del možganov, ki je povezan s psihiatrijo. Iz krvnega testa. Iz preprostega odvzema krvi, iz preprostega krvnega testa, tako kot vsak drug krvni test, ki ga opravite. Vaša izkušnja je enaka. Vzamete kri, naredite zemljevid, kako izgleda čelna skorja. Naredimo, odčitek, kako je videti čelna skorja. In potem kaj? In potem jo izpostavimo vsem različnim zdravilom, ki bi jih pacient običajno moral preizkusiti v svojem telesu. In nato ta zdravila razvrstimo glede na to, katero zdravilo je imelo najmočnejši vpliv na vaše nevrone. Danes je z mano v studiu Talija Cohen Solal, soustanoviteljica in izvršna direktorica podjetja NeuroCare, ki deluje na področju natančne medicine za duševno zdravje. Dobrodošla, Talija. Hvala, da ste me povabili, Flo. Talija, naredila si nekaj res izjemnega. In želim, da ljudje najprej razumejo, kaj si naredila in kako si prišla do tega. Kar si naredila je to, da si razvila krvni test, ki ljudem pove, katero zdravilo za duševne težave oziroma zdravilo za depresijo je primerno zanje. Sem v tem? To je pravilno. Kar pomeni, da ste odstranili element poskusov in napak, kar je za mnoge ljudi zelo zastrašujoče. Saj vemo, da so različne tablete primerne za različne ljudi. Torej, vrniva se nazaj. Vi ste nevroznanstvenica. Kako se je vse to začelo? Mislim, da se je vse skupaj začelo, ko sem videla, v kako groznem stanju je bilo področje duševnega zdravja. Imam ljubljene osebe, kot jih ima veliko izmed nas, ki so trpele za duševnimi boleznimi in leta iskale ter poskušale najti najboljše zdravilo zase. In ves ta čas je to vplivalo na njihove ljubljene, na njihove kariere. In žal se s tem ne konča. Toliko ljudi si vzame življenje. In to ni nekaj nepomembnega. To ni nekaj, kar je samo v glavi. To je srce parajoče in povzroča preveč bolečine in trpljenja preveč ljudem. In postaja še huje, kaj ne? Postaja huje. Povejte nam nekaj o epidemiji težav z duševnim zdravjem. Ne samo v Izraelu, ampak po vsem svetu. Tako da je potekalo v različnih fazah. Najprej je COVID-19 povzročil veliko negotovosti, osamljenosti, izolacije in strahu. In to je res povzročilo porast težav z duševnim zdravjem. Potem imamo dogajanje pri generaciji Z, kjer jih 25% trpi za duševnimi boleznimi, trpi za depresijo. 56% jih ima postavljeno diagnozo duševne motnje. Generacije Z. Z v Združenih državah je to diagnoza. To je epidemija. To je epidemija in ljudje tega ne jemljejo resno. In še vedno jo uvrščamo v drugo kategorijo bolezni kot srčne, jetrne ali srčno-žilne bolezni. Ali pravite, da jo še vedno jemljejo nekoliko manj resno, ali je še vedno stigmatizirana? Oboje. Mislim, da je danes veliko bolje kot pred 10 leti, zagotovo. Ampak še vedno jo jemljejo preveč lahkotno. In veste, ljudje se zavedo šele, ko je prepozno, da so jo jemali preveč lahkotno. Wow. In ni obravnavana dovolj hitro. Veste, ljudje so pripravljeni prenašati ta pristop poskusov in napak, čeprav se medicina na vseh drugih področjih ne izvaja tako. To je pravzaprav zelo zanimivo. Torej, kako prideš od tega, da opazuješ okolico in vidiš, da ima veliko ljudi, ki jih poznaš ali so ti blizu, težave z duševnim zdravjem, do tega, da si rečeš, hej, jaz bom tista, ki bo to rešila. Najprej sem se podala na kariero v akademskih raziskavah. Prav. Nisem ravno mislila, da bom kaj rešila čez noč, ampak želela sem prispevati k boljšemu razumevanju, kako nastajajo bolezenski mehanizmi in kako jih lahko izboljšamo. Da bi to dosegla, sem opravila veliko akademskih študij. Na Oxfordu, University College London za doktorat in nato podoktorski študij na Univerzi Columbia. Vse z namenom raziskovanja osnovnih mehanizmov psihiatričnih bolezni. Potem pa me je začelo frustrirati, ker nisem mogla dejansko prinesti sprememb v vsakdanje življenje bolnikov. Zato sem se pridružila industriji. Najprej sem se pridružila zagonskemu podjetju za natančno medicino na področju epilepsije. Wow. In bilo je res neverjetno videti, kakšen vpliv lahko imaš na življenja bolnikov. Tam sem tudi dobila samozavest, da ustanovim NeuroCare, kjer zdaj vplivamo na področje duševnega zdravja. Torej, povejte nam, kaj ste pravzaprav izumili? Torej, zgodovinsko gledano, niste imeli pravzaprav nobenega dostopa do možganov.
Torej, če bi poskušali ugibati, kako kaj narediti na področju duševnega zdravja, bi to počeli na podlagi anket, morda PET ali MRI, vendar pa ti niso zlahka dostopni ljudem. In torej, kar smo videli je, da imate v onkologiji dostop, imate biopsije. Tako imate pri vnetnih boleznih vzorce krvi in tako naprej, sepso. Torej, kar smo naredili je bilo, da smo rekli, pravzaprav obstaja tehnologija, ki se danes razvija in na kateri sem delala kot podoktorska raziskovalka na Kolumbiji, kjer lahko pridobimo nevrone vsakega bolnika. Kako to naredimo? Tehnologija, ki je bila že v povojih, ko sem bila na univerzi, vam omogoča, da vzamete vzorec krvi in ga pretvorite v nevrone. Torej, vzamete kri, jo pretvorite v nevrone, kar je kaj? Zemljevid vaših možganov? Točno tako. Torej jih pretvorimo v nevrone čelne skorje. To je torej del možganov, ki je vpleten v psihiatrične motnje. Iz krvnega testa. Iz preprostega odvzema krvi, iz preprostega krvnega testa, tako kot pri kateremkoli drugem krvnem testu. Vaša izkušnja je popolnoma enaka. Torej, vzamete kri, naredite zemljevid, kako izgleda čelna skorja. Ne bi ravno rekla zemljevid, ampak naredimo, lahko rečem odčitek, kako izgleda čelna skorja. In potem kaj? In potem jo izpostavimo vsem različnim zdravilom, ki bi jih moral pacient običajno preizkusiti v svojem telesu. In nato ta zdravila razvrstimo glede na to, katero zdravilo je imelo najmočnejši vpliv na vaše nevrone. Na koncu dneva so nevroni tisti, ki se aktivirajo in povzročijo spremembe v vašem vedenju. Wow. Torej, v bistvu odstranite bolečino poskusov in napak, tako da to opravite v laboratoriju. Točno tako. Prosim, povejte mi, da je to že bilo uporabljeno. Povejte mi malo o vašem uvajanju. Je že na voljo? Ali ljudje to že uporabljajo? Da zelo smo navdušeni, da smo danes končno na voljo ljudem. Wow. Spreminjamo življenja. Na voljo smo v Izraelu, na voljo smo v Združenih državah Amerike in po vsej Evropi. In že samo to, da lahko vplivam na izide zdravljenja bolnikov, je zame uresničitev sanj. Torej, Ali morajo zdravniki po svetu, jih morate zdaj izobraževati, da bi lahko rekli, glejte, ne gre samo za to, ali so to psihiatri, so to splošni zdravniki. Kdo opravlja te teste? In ali vedo, da je to mogoče narediti? Morda je to drugačno vprašanje. Ali obstaja odpor strani tradicionalnih, zdravnikov? Torej, najprej lahko vsak pacient obišče našo spletno stran in naroči test, ker smo na voljo tudi neposredno pacientom. Tako kot DNK test, lahko ga upravite. Točno tako. Wow, v redu, točno tako. Zdaj lahko kdorkoli obišče našo spletno stran neurocare.com in naroči naš test. Nato rezultate odnesejo svojemu zdravniku, da zdravniku pomagajo pri predpisovanju zdravil. Prav. In da ste nekakšen povzetek, katero zdravilo priporočate. Točno tako. Rečete, to zdravilo je za vas najbolj delovalo. To zdravilo je imelo največji vpliv na vaše nevrone. Točno tako. Torej, to je na voljo vsakomur. Obrnemo se tudi na zdravnike. Najprej izobražujemo psihiatre, toda to ima zelo pomembno vlogo tudi v osnovnem zdravstvu. Seveda. Za psihiatre so zelo dolge čakalne vrste. To je pravzaprav velika težava v psihiatrični oskrbi. Ljudje si mislijo, da se sploh ne bom trudila, ker ne morem dobiti dobrega psihiatra v nekaj mesecih ali v okviru svojega proračuna. To je res. Tako lahko to pomaga osnovnemu zdravstvu, da bolnike bolje zdravi in zmanjša breme preobremenjenega psihiatričnega sistema. In ste že preizkusili, kako to deluje z vidika učinkovitosti? Ljudje pravijo, da uspelo jim je že prvič. Kakšni so dosedanji rezultati? Imamo izjemne rezultate, ki kažejo, da je naša učinkovitost večkrat večja kot pri zdravniku po običajnih postopkih. Te študije bomo objavili v nekaj tednih. Upamo, da bodo kmalu javno dostopne. Imamo tudi rezultate iz resničnega sveta, ki prihajajo, kar močno vpliva na celotno ekipo, saj nam pacienti sporočajo, da se po letih iskanja končno počutijo bolje. Iskanja. Točno tako. Povej nam nekaj zgodb. Kaj ti pripovedujejo? Torej, najprej ena od pacientk, 19-letnica, ki je šla skozi... Wow, tako je veliko. 30% pacientk, ki prihajajo k nam, so mlade odrasle, ker so v današnji družbi tako izpostavljene izzivom. Tako zelo so prizadete. Tako, zelo so prizadete. Kot sem rekla, govorili smo o tem, kako visoke so te številke. 56%, to je noro. Ja. In pri mladih, odraslih, starih, od 14 do 18 let, je samomor največji vzrok smrti. Se šališ? To je največji morilec.
In torej, oprosti, samomor je drugi največji morilec. Prvi so nesreče. Wow. Torej drugo, največja bolezen, ki ljudem jemlje življenja, je duševno zdravje, duševna bolezen. Zato bi morali seveda vlagati v to populacijo in jim čim hitreje omogočiti dostop do takšnih novih priložnosti. Torej, v redu, povej nam o 19-letnici. Tako je že preizkusila 4 različna zdravila. Stara je 19 let. In traja nekaj časa, da poskusiš in potem ugotoviš, da to ni zate. 2 do 3 mesece za vsako zdravilo. In nekatera od njih imajo lahko grozne stranske učinke, kaj ne? Prav. Pomislite na to. 19-letno dekle, pridobivanje teže, potenje, razbijanje srca. Vse to, medtem ko niti ne moreš imeti enakih družabnih stikov, kot si jih želiš imeti pri teh letih. Mislim, to je izčrpavajoče za tvojo akademsko kariero, to je izčrpavajoče za tvojo samozavest. Seveda. To je tako občutljivo obdobje. Nočeš izgubiti tedna zaradi napačnega zdravila. Ne. Kaj šele povprečno 18 mesecev, kot pravijo statistike. Torej, to je mlada ženska, ki je prišla potem, ko je preizkusila že več zdravil. Točno tako. Opravila je test. In pokazal je na novo zdravilo zanjo. Prej ga še ni poskusila, zato je začela z njim. In že v 2 do 3 tednih se ji je razpoloženje začelo izboljševati. Zdaj ima zelo dobro kakovost življenja, potem ko se je odločila za naš test. Naše rezultate namesto za metodo poskusov in napak. To je neverjetno. In je to na voljo po vsem svetu? Izrael, Evropa in Združene države Amerike. Wow. Povej mi nekaj o tem, mislim, ti si znanstvenica, si strokovnjakinja za možgane. Prihodnost mora biti na področju precizne medicine, kaj ne? Ali to vidiš tudi na drugih področjih? Ja, mislim, da je rak vodilni na področju precizne medicine. 75% novih zdravil. Imajo biomarker za natančno medicino, nekakšen biomarker, ki pravi, da bi morali jemati to zdravilo zaradi X. Veste, vse, kar vem o genih BRCA1 in vseh različnih genih v onkologiji. Je. In stopnje uspešnosti pri raku so zdaj izjemne v primerjavi s tem, kakšne so bile pred 50 leti. In ta pristop se širi na vsa druga področja. Torej je 75% za onkologijo, za ostala področja je 47%. Torej, ostala področja dohitevajo, točno tako. Ampak ni več tako, da bi kdo mislil, da ena rešitev ustreza vsem za skoraj karkoli. Tudi pri statinih moraš izbirati, pri zdravilih za ADHD moraš izbirati. In zato je čas, da to prenesemo naprej. Ko si mi prvič povedala o tem, sem te prosila, da greš na področje ADHD, ker sem kot mama 2 otrok, ki sta jemala zdravila za ADHD, imela občutek, da smo veliko poskušali in delali napake. Nekatere izkušnje pa so bile zelo negativne in so imele zelo negativen vpliv. Že tako je dovolj težko dati otroku kakršnakoli zdravila, čemur sem se leta upirala, potem pa jim še daš napačna zdravila. Počutiš se res slabo. Ali lahko to pričakujemo od Neurocare v prihodnosti? No, poslušala sem, Flo. In to želimo, da bo naša naslednja indikacija. Upamo, da morda nekje leta 2027 ali 2028. Mislim, gledaš isti možgani, ne? Gre za isto metodo. Ampak zdaj moraš, predvidevam, napolniti podatkovne zbirke. Tako da, ja, res smo zgradili platformo. Točno tako. Možnost pogleda v možgane nenadoma odpre praktično vse indikacije na tem področju. In dejstvo, da smo to lahko naredili kot izdelek v velikem obsegu, z odzivnimi časi ali, veste, v časovnem okviru, ki je smiseln za človeško vedenje, to je res tehnologija. To je tisto, kar Neurocare dejansko počne. In zdaj to samo uporabljamo na konkretnih primerih. Naš prvi primer uporabe je depresija. Naš drugi primer uporabe bo ADHD. Mislim, da boste naredili veliko staršev zelo, zelo srečnih. Ker je to, veste, skoraj sem užala nekaj psihiatrov in nevrologov, ko sem rekla. Veste, vsi so rekli, da moraš iti k temu nevrologu. In sem rekla, zakaj? Saj je vse poskusi in napake. In oni bi rekli ne, jaz pa sem rekla, vse so poskusi in napake. Vem, kot mama, vedno so bili to poskusi in napake. Točno tako. Mislim, da se pri ADHD-ju starši raje odločijo počakati, kot pa za svojega otroka narediti napačno potezo. Seveda. Pri depresiji boste odšli iz zdravniške ordinacije. Zdravnik vam bo verjetno predpisal zdravilo in hkrati predpisal tudi naš test. In ko boste že preizkusili to zdravilo, bodo naši rezultati že v vašem nabiralniku. Tako vam prihranimo mesece poskusov in napak.
Pri ADHD menimo, da bodo ljudje želeli to uporabiti že na začetku. Si vzeti čas in poskrbeti, da njihov otrok že prvič začne z ustreznim zdravilom. Točno tako, nihče si tega ne želi. Že tako je dovolj hudo, da moraš to sploh narediti. Točno tako. Torej, ustanovila si to podjetje, ta startup tukaj v Izraelu. Torej, zdaj si v bistvu del izraelske startup scene. Povej nam malo o tem, kako je delati tukaj. Je bilo lažje ali težje, kot si mislila, da bi bilo kje drugje? Je tukaj vzdušje, kjer so ljudje bolj navdušeni nad preizkušanjem novih stvari? Kako je bilo to narediti tukaj, ker nisi bila rojena tukaj, tako kot jaz? Obe sva priseljenki. Kako je bilo tebi to narediti tukaj? Mislim, da je bila to fantastična odločitev. Izrael kot ekosistem, še posebej na področju znanosti o življenju, Je izjemen. mislim, da ima največ doktorjev znanosti z področja znanosti o življenju na prebivalca. Tako da imate odlične ljudi, ki jih lahko pripeljete v svojo ekipo. Vsi imajo precej visok apetit po tveganju oziroma startupovsko miselnost. Tako so zelo nadarjeni posamezniki pripravljeni tvegati in se pridružiti zagonskemu podjetju v zgodnji fazi. To ni ista miselnost, kot bi jo našli v drugih državah. Tako lahko dobite kakovostne ljudi in ste v ekosistemu, kjer si vsi prizadevajo podpirati drug drugega. Tako je, res je tako. In še posebej, ker ste začeli v jeruzalemskem ekosistemu, pri katerem sem, veste, z veseljem sodelovala tudi na ravni javnih politik, začeli ste v Mass Challenge, enem izmed prvih pospeševalnikov, ki ste jih obiskali. In zagotovo bi se strinjala z vami, da je tukaj zelo podporno okolje. Točno tako. Ko smo dejansko ustanovili naše podjetje, smo imeli koristi od številnih elementov izraelskega startup okolja in tudi jeruzalemskega ekosistema. Najprej neverjeten pospeševalni program Mass Challenge. Drugič, bili smo v BioGIF, ki je zelo edinstven prostor. Takih ni veliko po svetu. To je laboratorij, kjer si preprosto najameš prostor. V bolnišnici. Na kampusu Givat Ram Hebrejske univerze. In dejstvo, da obstaja tukaj v Izraelu in da je ravno v Jeruzalemu, je tako edinstveno, ker je zdaj vedno več različnih mest po svetu. Ampak kako je Izrael to dobil tako hitro? Je tako inovativno? Kingov laboratorij. Točno tako. Torej je bil verjetno eden prvih na svetu. Točno tako. Bil je med prvimi na svetu, Izrael pa jih dobi prvi, ker je to mentaliteta Izraela. Izrael vidi priložnost in jo omogoči svojim ljudem, če bo to spodbudilo inovacije. In tretji del je bil, da smo vzeli sredstva Izraelskega urada za inovacije, fantastičen model, ki pomaga podjetjem na začetku, še posebej v Jeruzalemu. In to nam je pomagalo zmanjšati tveganje in pridobiti prve zgodnje podatke, s katerimi smo lahko pokazali, da lahko odčitavamo nevrone pacientov in začnemo ta izdelek uresničevati. In v katerem trenutku, rada bi, da nas popelješ nazaj, si ugotovila, da si na pravi poti? V katerem trenutku si rekla, moj Bog, lahko beremo nevrone? Je bilo to nekaj, kar si poskušala in se je potem zgodilo, ali si s tem že prišla? Kdaj si pomislila, mislim, da bom to naredila? Mislim, odločila sem se, da bom to naredila iz, naivne samozavesti, potem ko sem se preselila v Izrael. Ampak v resnici je bilo to precej nedavno, ko smo dobili podatke v večjem obsegu. Vedela sem, da lahko bereš nevron. 5 let sem na Kolumbiji brala nevrone. Brala sem jih ročno. Brala sem jih, nekaj nevroningov naenkrat, če malo pretiravam. Ampak da bi to lahko spremenila v izdelek in pokazala, da dejansko napoveduje za prave paciente v resničnem življenju in pri dovolj velikem številu. To je pravkar izšlo v članku, ki ga bomo objavili, in pred kratkim smo lahko te podatke predstavili in začeli o tem govoriti na konferencah in podobno. In ko sem končno spoznala, da nam je to uspelo razviti v velikem obsegu in da napoveduje... Kdaj je bilo to? Bilo je približno pred 6 ali 8 meseci. Res, kakšen je bil ta trenutek? Bila je res veliko olajšanje, ker sem okoli sebe zbrala toliko ljudi. Zbrala si toliko denarja, zgradila si vse to. In videti to je bilo tudi izjemno zadovoljstvo. Kot da bo to končno naredilo razliko, ki smo si jo vedno želeli. Ker je to vse, kar dokazuje, da ima dejanski vpliv. Ljudje, je na vašem konkurenčnem področju veliko podjetij? Je to eno prvih te vrste? Je to edino podjetje, ki to počne? To je edino podjetje, za katerega vemo, da to počne. To je noro. To je res razburljivo. V Izraelu moraš biti pogumen, kaj ne? To, kar smo naredili, je izziv. In to sta ti in še ena ženska. Točno tako. Torej je to zagonsko podjetje na področju bioloških znanosti, ki ga vodita
2 ženski. Točno tako. To bo spremenilo način, kako ljudje pristopajo k duševnemu zdravju. To je točno tako. Res neverjetno. In potem možgani kot celota. Torej, po ADHD-ju bi se radi usmerili v epilepsijo. Torej je nevrologija že na našem radarju. Že sodelujemo s farmacevtskimi podjetji, da jim pomagamo. Pomagali smo tudi pri Alzheimerjevi bolezni in na področju psihiatrije. Tako lahko resnično vplivamo na celotno področje povezano z možgani. No, to je zelo razborljivo. Drugo vprašanje je, zakaj sploh ločujemo med duševnim zdravjem in nevrološkim zdravjem? Zakaj? Nikoli nisem razumela. Nikoli nisem prerezala tvoj jeter na 2 dela. Nikoli nisem razumela, zakaj smo se morali naročiti pri nevrologu ali psihiatru in kakšna je bila razlika. In kmalu bomo morda to razliko izničili, veš? Ali te je umetna inteligenca močno pognala naprej? Seveda, ena od stvari, obstaja več izzivov, ki smo jih morali premagati, da bi naredili nevrone dostopne vsem. Prav. Eden od njih so biološki izzivi, kot je odvzem krvi in njena pretvorba v nevrone. Drugi pa je njihovo branje, ker so v resnici izjemno kompleksni. Prav. Ta zemljevid, to mrežo nevronov, iz katere beremo povezave, bi lahko kot človek označevali tisoče ur na tej ravni povezav. In to je tisto, kar... Mi. In potem morate to primerjati z zdravili. In potem vi to naredite. Naredite to pri vsakem, prav vsakem zdravilu. Naredite to še enkrat. In naredite to še enkrat, 3-krat in na tisočih nevronih. In veste, 5 let sem kot podoktorska raziskovalka tam opravljala veliko ročnega dela. In zdaj s pomočjo naših AI algoritmov v trenutku preberemo to raven povezljivosti in to je bilo popolno omogočilo. Prav tako odstrani varianco. Ljudje smo spremenljivi. Absolutno. In zdaj imamo zanesljive podatke o tem, kako so se pacientovi nevroni odzvali. In to se zgodi takoj, zanesljivo in robustno. Mislim, res moraš čutiti velik občutek dosežka. In zdi se, da si šele začela. Točno tako. Lahko bi resnično odpravila toliko nevroloških težav, ki vplivajo na vse nas. Veš, kot praviš, vsakogar mi kaj prizadene. Moja mama je, veš, žal umrla zaradi Alzheimerjeve bolezni. In upam, da boš do takrat, ko bom jaz stara toliko kot ona, našla način, da je ne dobim talija. Brez pritiska. No, prosila si me, naj rešim ADHD. No, tukaj sem. Izvoli. Rešuješ depresijo. Rešila boš tudi ADHD. In res je navdihujoče, da nisi samo ženska, ampak si tudi mama in vse držiš skupaj. In počneš toliko stvari s tako velikim globalnim vplivom. Ne poznam veliko ljudi, ki bi imeli takšen vpliv kot ti pri izboljševanju in zdravljenju ljudi. In še posebej zdaj, veš, z vsemi travmami, skozi katere smo šli tukaj v Izraelu, ko smo potrebovali toliko pomoči zaradi travm po vsem svetu. Na splošno, ampak še posebej tukaj po 7. oktobru, ti mora to prinašati izjemno zadovoljstvo. Da lahko dejansko pomagaš vojakom, žrtvam, ljudem, ki so bili strti po 7. oktobru. Točno tako. Vedno sem sedela tam, frustrirana, potem ko sem se preselila v Izrael in ugotovila, da nastaja vsa ta neverjetna izraelska tehnologija, a veliko od tega sploh ni bilo na voljo v Izraelu. Prodana je bila. Prodana je bila ali pa je bil njihov prvi trg Amerika in se niso trudili, da bi jo pripeljali v Izrael na svoj lasten trg. Seveda so nekateri od teh potrošniški izdelki, ki nimajo tako velikega vpliva na življenja pacientov. Sem pa gledala nekaj tehnologije za novorojenčke. Veš, To so tehnologije, ki rešujejo življenja in nisem mogla, morala sem iti v druge države, da sem dobila izraelsko tehnologijo. In to ni bilo tisto, kar sem si želela. Naredila sem alijo, sem cionistka. Naredila sem alijo z razlogom in bilo mi je tako pomembno, še posebej po 7. oktobru, da je ta test na voljo tukaj v Izraelu. Zato smo pritiskali, poskrbele smo, da nam je to bila prioriteta. tukaj ni lahko, zaradi birokracije, Ministrstva za zdravje. Točno tako. Zato nam je bilo to prioriteta. In zelo smo veseli, da ga lahko dejansko uvedemo tudi tukaj v Izraelu in naredimo svojo majhno spremembo glede trpljenja, ki se je zgodilo po 7. oktobru. Mislim, da bo to več kot le majhna sprememba. Talija Kolhakavot, odlično opravljeno za neverjetno delo, ki si ga opravila. Res je navdihujoče. In vsi vi tam zunaj vedite, da je Neurocare test, ki je na voljo vsakomur, za kogar veste, da trpi zaradi duševnega zdravja. In ustvarila ga je izjemna ženska.
priseljenka tukaj v Jeruzalemu, Talija Kohen Salal. In Neurocare, najlepša hvala, da ste bili z nami. Hvala.